Pestro je bilo ta teden tudi v Bruslju, kjer so se zbrali voditelji držav članic Evropske unije. Za dramo je poskrbel predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je tik pred začetkom razprave nenadoma izginil. Našli so ga v garderobi slovenske delegacije. Dol ga ni. Grem še enkrat pod mizo pogledat. Hajl. A ga moramo nujno najdeti? Seveda. Dokler ga nič ne moremo začeti. Zmenili smo se, da razpišemo nagradno igro, kdor ga najde, lahko dvakrat upravičeno manjka. Ta Juncker skozi naj to delo. Če mene vprašate, je v kafiču čez cesto v lokalu, ne? Tam je žurka. Ja. Takole. Še tukaj pogledam, tam le zadnji, tam se lahko skrije. Res net pijanc. Sem pogledal na toalet magani. Ženski? Ja, nekatere oui, nekatere no, ma je malo ženski na pregled traja. Pošli Sofijo, naj pregleda tuše. Nima časa. Fantje, na hitro nazdravimo, preden najdemo Junckerja. Ja, pa so ga najdeli. Čez 5 minut bo gor, tako da se pripravimo. On ga je najdu v garderobi dol. Če sem jaz tako rekel, pa ben ni verjel. Še sem načik dol, pa je lutal. Še dobro, da ni vedno tlutal. Evo, fantički. Kje si pa bil? Na terenu. Na terenu. Kje si, kva si že ti? Neki se mora pozmeniti. Zdaj lahko začnemo. A če bi imeli ogrado, ne bi se to dogodilo. Poglejte, nobene panike, bom prinesel nov kanister. No, konec dober, vse dobro bi lahko rekli. Ampak vseeno se bomo na tem mestu vprašali, kdo je pravzaprav Jean-Claude Juncker? Kdo je predsednik Evropske komisije, ki vsake toliko zablesti na bruseljskem parketu? Če ga kdo dobro pozna, je to prav gotovo nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek. Dober večer. No, v Bruslu pa je z nami premier Miro Cerar, ki nam bo, upam, da pojasnil svojo vlogo pri tem nenavadnem izginotju. Ja, pozdravljeni. Poglejte, najprej moram pojasniti, da jaz tukaj res nisem imel kakšne vidne vloge. Ker je danes Martinova sobota, sem v Bruselj odnesel en malo večji karnister vina iz Goriških Brd. Koliko litrov? 15 litrov. No, pred zasedanjem nas je v garderobi obiskal gospod Juncker. Popil je kozarček ali dva. Potem sem pa jaz šel, ker sem bil dogovorjen s kolegom Orbanom. Očitno je, da je gospod Juncker ostal kar tam in si sam postregel z našim vinom. In koliko ga je spil? Ja, kakšne 3-4 litre. No, dobro ga nese nikaj. Hvala lepa, gospod premier, in lep pozdrav v Bruselj. Lahko noč. Gospod Bratušek, v času lobiranja za Evropsko komisarko ste osebno spoznali predsednika Evropske komisije. Ga res toliko pije? To pa. On je lahko nažgan ko mamba, pa bo še vedno vedel, o čem govori. Res je pa tudi, da ga veliko nese. Jaz sem ga takrat dvakrat povabila na pivo, dala za prvo rundo, on pa jih je potem naročil še 9. Na koncu sem bila tako v rožcah, da sem tekoče govorila angleško. Se pravi, v tem primeru ne velja we don't need money, we need time, ampak we don't need money, we need wine. Tako, točno tako. No pa se vam zdi, da je tak človek primeren za prvega med evropskimi komisarji? Sej oni tudi niso kaj bistveno drugačni. Nekatere osebno poznam, pa vem, da ga tankajo non-stop. Njihovo delo je zelo stresno. Če je gospod Juncker primeren za tako funkcijo, to jaz težko presojam, lahko pa rečem, da ni slab človek. Hvala za pojasnilo, gospa Bratuškova. Ni zakaj.